Pozdravljeni! Pred začetkom sezone za svetovno prvenstvo Formule 1 smo na zimskih testiranjih v Barceloni videli, da na pogonskih sklopih Mercedes je bilo kar nekaj težav z zanesljivostjo. Mediji so seveda zgodbo pograbili, jo nekako napihnili in sedaj zgleda, da pri tovarniški ekipi Mercedes je prav zanesljivost njihovega pogonskega sklopa glavna šibka točka. A kakih resnih analiz, opisov, kaj se je v resnici dogajalo, nismo videli. Zato sem se potrudil, pogledal po raznih virih in poiskal razne indice, da bi bolje razumeli, ali je stvar res tako kritična, kot pišejo nekateri mediji in kaj nam kaže za prve dirke. In seveda pri Mercedesu, tako tovarniški ekipi kot pri Williamsu, so imeli določene težave. Tega ne moremo zanikati, kajti zgodile so se na progi, mi smo to videli. A kaj se je dogajalo pri ostalih ekipah v boksih zvečer, mi navdušenci ne vemo. A k temu se bomo še vrnili kasneje. Najprej mislim, da je pametno pogledati, kaj se je zgodilo v prvem tednu testiranja. In seveda tisti problem pri Mercedesu v četrtek, kateri jih je prisilil k prvi menjavi pogonskega sklopa. Ta naj bi bil električne narave. In seveda pri 6 dneh testiranja, v razliki z 8, ki so jih imeli na razpolago lani, je brez veze izgubljati čas in odkrivati napake. Zamenjali so pogonski sklop in tistega v okvari poslali nazaj v tovarno, da so hitro in lepo razumeli, kje je bila težava. Podobna zadeva se je zgodila v petek pri ekipi Williams. Latifi je imel težavo, baje na MGU-K. In tudi pri Mercedesu se sumi, da je bila težava prav v tem elementu. A ne smemo preskočiti dveh dejstev. V četrtek so imeli težavo tudi pri pogonskem sklopu Honda. Zamenjali so kompleten pogonski sklop, čez noč ugotovili, da s tistim prvim je bilo vse v redu, ter ga za petek vgradili nazaj. V petek zjutraj so imeli težavo na pogonskem sklopu tudi pri Ferrariju. In sedaj se moramo vprašati, kolikšna je življenjska doba posameznega pogonskega sklopa. Nekje lahko predpostavljamo, da tam na dirkaški vikend opravi 400 km, moja osebna ocena. Če pogledamo, da mora zdržati najmanj 7 velikih nagrad, nam da to 2800 km, recimo 3000. Na teh zimskih testiranjih so pri Mercedesu napravili 903 kroge, ali poenostavljeno povedano 4204 km, pri Ferrariju 844 krogov ali 3925 km. McLaren je napravil 802 kroga, 3733 krogov, Racing Point 782 krogov ali 3640, Red Bull 780 krogov ali 3630 km. Seveda vse številke zaokrožene, da se ne bomo zgubljali v decimalkah, kar pomeni, da so presegli tisto število kilometrov, ki naj bi jo zdržal posamični pogonski sklop. Torej je nekako razumljivo, da so vsi zamenjali vsaj enega. Ali kdo od vas res misli, da naprimer McLaren, Renault, Alfa Tauri so celotna testiranja opravili samo z enim pogonskim sklopom? Upam resno, da ne. A res, na polovici testiranja je nekako pričakovano, da bo pogonski sklop začel kazati prve znake obrabe in verjetno se bo približeval tistemu koncu svoje življenjske dobe. Saj to je tudi bistvo testiranja, da ekipe razumejo, kdaj bo pogonski sklop popustil. Mislim, da je to jasno. In zato je tudi razumljivo, zakaj so pri Ferrariju in Hondi, Red Bullu imeli določene težave, ki so bile pričakovane, po mojem osebnem mnenju. Po drugem strani, to, kar so naredili pri Mercedesu in Williamsu, je njihov pogonski sklop praktično začelo obravnavati kot nov z 0 km. Zato težave, ki so jih imeli v drugem tednu, v četrtek, so bile tudi pričakovane, kajti dosegli so tisto število kilometrov, kot so nasprotniki dosegli
prejšnji teden. Nič kaj takega. Videli smo oblak dima v četrtek na Mercedesu, ki ga je vozil Lewis Hamilton, a ne vemo, je bil to motor z notranjim zgorevanjem, je bila turbina, je bil kak periferni hidravlični sistem, ki je na primer hladil intercooler ali kaj podobnega, to se pravi minorna zadeva ali glavna okvara nam ni jasno, v glavnem videli smo dim, videli smo bolid, ki se je ustavil. Mogoče je bila samo napaka na softveru, kot so nekateri trdili, ni nam znano. A treba se vprašati nekaj drugega. Je to, da se določene napake pogonskega sklopa pojavijo na testiranjih, sploh tako slabo? Namreč sedaj smo videli, da mogoče na MGUK imajo pri Mercedesu težavo. Po drugi strani spomnimo se, kaj se je zgodilo na pogonskih sklopih Ferrarija na veliki nagradi Bahreina v sezoni 2019. Tovarniška napaka na vseh krmilnih elektronikah, katere so bili sredi sezone predčasno prisiljeni zamenjati in vse težave, ki so bile s tem povezane. To se pravi, te napake, ki so se pojavile same po sebi, sploh niso tako kritične. V bistvu so celo zaželene. In še nekaj, mnogi viri so navajali dejstvo, da pri Mercedesu so imeli že v lanski sezoni težave s hlajenjem pogonskega sklopa, kar je sicer res, pokazale so se najbolj na veliki nagradi Avstrije. Videli smo, da tam so imeli nižje režime, več reš v karoseriji in tako naprej. A treba se zavedati enega dejstva. Na veliki nagradi Avstrije smo imeli temperaturo zraka nad 35 stopinj Celzija. Na zimskih testiranjih v Barceloni so bile temperature zraka pod 20 stopinj Celzija. In kdo resno misli, da se bodo težave s hlajenjem pogonskega sklopa pojavile pri tako nizki temperaturi zraka, upam, da ne. Vsekakor težave z zanesljivostjo so imeli pri pogonskih sklopih Mercedes, a sam menim, da ni bilo nič tako kritičnega in kvečjemu, kot sem povedal, še dobrodošlo, da so se pokazale sedaj na testiranjih, kot potem sredi sezone na dirki, kot so ti pogonski sklopi, ti elementi pogonskega sklopa omejeni. Toliko o tem argumentu. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.